Dober dan, to je N1 studio. Koliko jam ali celo jamskih sistemov se še skriva v podzemlju slovenskega Krasa? Na trasi drugega tira pri Lokvi so med deli odkrili novo veliko jamo. Lahko bi šlo za obsežnejši jamski sistem. Tam noter, tam. Ja. Na globini 130 metrov so se sicer ustavili, saj jim je za spust zmanjkalo vrvi, a raziskovanja še ni konec. Kaj lahko še pričakujemo? Ali sledijo še kakšne zanimive najdbe? O tem z današnjim gostom, ki ste ga že videli tudi na posnetku malo prej. Z nami je eden največjih poznavalcev Krasa, geograf dr. Mitja Prelovšek z Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Glavni pobudnik akcije pri tej jami je bil prav Inštitut za raziskovanje Krasa. Nekaj malega smo že videli. Kako je ta akcija potekala? Ta akcija je potekala nekoliko drugače kot predhodne, namreč v predhodnih akcijah nikoli ne vemo, kaj nas čaka pri samem odkritju. Tukaj pa smo vedeli, da nas za drugo ožino najverjetneje čaka bodisi velika dvorana ali pa serija brezen, ki nas bo pripeljala globlje v podzemlje. Kaj pa vse zdaj vemo o tej jami? Ta jama je trenutno globoka 130 metrov, nahaja se pod samo predorsko cevjo, vendar na njo ne bo zaradi svoje globine vplivala. Jama ima zelo močen prepih, za razliko od ostalih jam, in pa visoko koncentracijo CO2, in ker iz jame neprestano piha in na podlagi CO2 vemo, da se zadaj skriva večji jamski sistem. V Sloveniji je po zadnjih podatkih Jamarske zveze Slovenije 106 jam in jamskih sistemov daljših od 1 kilometra. Kaj kažejo dosedanje ugotovitve? Nekaj ste že povedali, pa vendarle bi šlo lahko za enega od največjih jamskih sistemov v Sloveniji? Ja, vse je sicer odvisno še od nadaljnih raziskav. Lahko nas že takoj za ovinkom preseneti kakšen podorsko, s katerega ne moremo priti. Lahko pa se za tako zožitvijo ali pa na samem dnu jame razteza nekaj kilometrov velik sistem. Kako pa bo zdaj videti to nadaljnje raziskovanje, ki ste ga omenili? Kaj vas vse zdaj še čaka pri odkrivanju te jame? Sedaj vemo v bistvu, da se jama nadaljuje z nizom manjših, krajših brezen. Verjetno bomo naslednji vikend že šli z novo manjšo ekipo v jamo in bomo poskušali najprej raziskovati ta glavni del, ki je tudi najbolj prepišen. Potem pa bomo v nadaljnih akcijah, ki bodo verjetno po številčnosti jamarjev večje, raziskovali tudi stranske odcepe, ki so lahko ravno tako zanimivi. V podjetju 2TDK pravijo, da so kraške jame pri gradnji drugega tira največja neznanka. Predor Lokov bo v bistvu tudi najdaljši na trasi. Do danes je bilo samo pri njem odkritih kar 24 jam. Ali lahko to po vaše še bolj zavleče ta zelo pomemben projekt? Pravzaprav ne. Že v sami fazi projektiranja smo mi predvideli tudi zamude, ki se bodo dogajale zaradi samih odkritij in pa raziskav jam. Konkretno ta zadnja raziskava na kakršnekoli zamude niti ni vplivala, kajti dela so se lahko neovirano odvijala na drugih delih predora. Tako da kakšnih zelo velikih podaljšanj rokov zaradi jam se ne obeta, razen če naletimo na kakšno večjo jamo, ki jo bo pa potrebno premostiti, tam se pa lahko dela zavlečejo za nekaj tednov v najslabšem primeru. Ocene 2TDK so, da bo v Sloveniji po koncu gradnje okoli 10 večjih in kar približno 100 manjših novo odkritih jam. Glede na dosedanji potek del je to realna ocena, ne nazadnje bo kar 75% celotne proge drugega tira v predorih. Mislim, da bo končno število jam še nekoliko večje. Glede na sedanje stanje tam med 150, mogoče tudi blizu 200.
ampak kot sem že rekel, pač na te razmere smo pripravljeni. Jamo vsako raziščemo v čim krajšem možnem času, naredimo predlog sanacije in sama dela se lahko potem že kmalu odvijajo dalje. Kakšne jame pa so to, kateri kraški pojavi prevladujejo v njih? Velikokrat gre za vertikalna brezna, ki jih je naredila prenikla voda. Po drugi strani pa sledimo tudi stare freatične jame, ki so nastale pod vodno gladino v pogojih zalitega krasa, ki so se z tektonskim dvigom vzdignile proti površju. Tako da velikokrat naletimo pravzaprav na preplet teh dveh tipov jam. In manjše jame so večinoma povezane z vertikalnimi tokovi, medtem ko večje jame so pa tiste, ki so nastale pod vodno gladino. Kaj pa tisti pojavi, velikokrat so pa tudi jame zapolnjene z jamskimi sedimenti, kot so ilovica, mel, glina. Tako da v samo jamo ne moremo vstopiti, je pa iz samega izkopnega čela vidno, da se nahajamo v nekoliko zakraseli kamnini. Kaj pa tisti pojavi, ki jih najbolje v bistvu poznamo, torej kapniki, stalagmiti, stalaktiti? Tudi te so razmeroma pogosti, sploh v nekoliko starejših jamah. Je pa območje na tako nizki nadmorski višini, da je zasiganost krasa tukaj precej velika. Velikokrat naletimo na take pojave, kot so vidni v jami Vilenica, Dimnice, Divaška jama je tudi blizu, ki veljajo za najbolj zasigane jame v Sloveniji. Tudi Škocjanske jame so med njimi, recimo Tiha jama. Tako da tudi te jame se odkrivajo, kapniki so tudi daljši. Konkretno v tej zadnje odkriti jami so stene brezna povsem pokrite z sigo, tako da so nekateri kapniki oziroma sigasti slapovi dolgi tudi po 30 metrov in več. Kaj pa fosilni ostanki v eni od jam so bili najdeni tudi ti? Ja, ena jama je bila najdena v tunelu T2 pri Črnem Kalu. Gre za jamo, ki je bila pravzaprav zalita, preden jo je predor dosegel, in na drugi strani tega zalitega dela smo odkrili kosti fosilne živali. Gre za sedanjo ali pa predhodno obliko srne. Verjetno iz pleistocena, to pomeni, da je stara lahko 1–2 milijona let. Datiranja še nismo opravili, ampak glede na zasiganost kosti gre definitivno za starejšo najdbo. Nekatere do sedaj odkrite jame so zaprli, nekatere so zdaj v bistvu že del predora in jih ni več. Kaj se bo zgodilo s to jamo in kaj z drugimi? Jame se poskuša v čim večji meri ohraniti, če le niso na kritični poti. To pomeni, da vkolikor niso nekako na poti samega predora, se jame omeji z geotekstilom in armaturno mrežo in se jih na ta način loči od same predorske cevi, tako da se jama na drugi strani ohrani. Konkretno ta zadnja jama bo praktično v celoti ohranjena in upamo, da bomo uspeli urediti tudi dostop vanjo, vsaj za čas izkopa, torej gradnje, da bomo lahko z raziskavami tudi nadaljevali. Ime jame morda že imate? Ime jame je zaenkrat zelo tehnično, je 2TDK Pomišljaj 017, torej gre za 17. raziskano jamo na trasi. Bomo pa verjetno kmalu iz izkušenj našli kakšno lepše ime. Zdaj turizma v teh jamah verjetno ne bo ali pač, ne? To so izjemno krhki in občutljivi ekosistemi, ki nastajajo več milijonov let, uničeni pa so lahko skoraj v trenutku. Tako je, že sam dostop je pravzaprav takšen, da ne omogoča turizma. Po drugi strani pa za sam turizem potrebujemo tudi precej večje jame, kakor so bile do sedaj odkrite. Ta zadnja ne dosega 200 metrov, za turistično jamo pa ponavadi potrebujemo vsaj nekaj 100 metrov.
Zdaj, v eni od jam so našli tudi vodo. Je to morda lahko celo rešitev za našo obalo, ki nujno potrebuje bolj stabilno oskrbo z vodo, sploh ob ponavljanju poleti, kot je bilo letošnje? Pobude na to temo so bile že podane. Mi smo zelo osredotočeni tudi na morebitne najdbe večjih vodnih količin, tako da to se bo raziskovalo skupaj z jamami. Ta zadnja jama 2 TDK 024 je imela celo skoraj 1 liter na sekundo pretoka, kar je glede na sušne razmere kar precej. Seveda je pa zelo odvisno, kakšna je kvaliteta te vode in pa tudi samo odvajanje in nadaljnje ravnanje z tovrstnimi vodami. In pa če gre ta voda navsezadnje proti izvirom Rižane, z prestrezanjem te vode kaj bistveno pri vodni količini ne bomo naredili. Logično, seveda. Bomo vsekakor z zanimanjem spremljali tudi nadaljnje raziskovanje ob gradnji drugega tira. Za danes pa dr. Mitja Prelovšek, najlepša hvala za vaš čas in za vaša pojasnila. Hvala tudi vam. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Vse informacije o novo odkriti jami na Slovenskem Krasu seveda najdete tudi na naši spletni strani n1info.si. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.